Gledate oddajo Klepet ob kavi. Pred pričetkom te oddaje so mi pravzaprav že rekli: Neža, razmisli, kaj je tisto, kar si se v vseh teh letih naučila. Sem študirala, ampak sem se pol hitro spomnila. Pravila 5x5. Če se ti ena stvar zgodi in ne bo pomembna čez 5 let, potem se zaradi nje ziher ne bom sekirala več kot 5 minut. No, kaj pa je življenje naučilo? Zdaj pa ne vem, kje ne začnem. Imam kar malo treme, moram priznati. Ob meni je namreč Bernarda Jeklin, torej prva dama, pravzaprav lahko rečemo, revijalnih, ne? Je tako vsem, je tako. Poleg tega seveda urednica in predvsem ljubiteljica besed in pa dobrih zgodb. Novinarka tudi. Tudi pa seveda novinarka. To sem da zmeraj najrajši od sebe. Najrajši. Bernarda, kaj vas je pravzaprav sploh gnalo v ta poklic, ne? Jana pa Ladies jaz ne predstavljam brez vas, oziroma sem živela skupaj z vami takrat tisti čas, ko ste ustvarjali. No, najbrž je bilo kar v genih. Ker že v gimnaziji, kjer sem bila katastrofalni dijak, je bila edina stvar, ki me je veselila, je bilo pisanje, spisi. In tudi slovenščina je bila 5. Slovnico so mi odpustili, ker sem pridno pisala. Tako da mal me je gnalo tja že kar kmalu, ne? Kar kmalu. No, če greva mečka na medije, ne, znajo biti karosti, tudi novinarska etika je pravzaprav včasih vprašljiva, ne. Zdaj, a ste se sama kdaj znašla v kakšni situaciji, ko ste mogla kaj napisati, pa ste si rekla, pa kaj je meni tega treba? Ne, ker vedno, torej jaz sem imela izredno srečo, da sem bila skoraj celo kariero, razen čist prvih par let sem bila sama svoj šef. Nisem imela nobenega nad glavo in sem lahko počela, ker sem tla pisala, kot sem hotela. Si ustvarjala svetovni nazor, kot je meni pasal. In imela sem tudi izredno srečo, da sem imela vrhovne šefe, take, ki so mi mir dali in so me pustili delati, ker so videli, da nisem ne hudobna, ne subverzivna, da želim pač misliti po svoje, ampak da je to, kar mislim v sklopu tega, da ne bo lik državi zrušili, ne, in so mi dali mir. No, kaj pa sama ste bila, da je morda tarča teh trač zgodb? Kako ste to sprejela? A veš se, kako je? Jaz sem si vedno javno mnenje čez ramo metala. Mene še vedno absolutno ne zanima, kaj si ljudje o meni mislijo. In me nikoli ni zanimalo. In to je ena najbolj koristnih lastnosti, ki jih lahko imaš, tudi prezgojiti se jih da, po moje, do velike mere. Meni jih ni bilo treba, ker me jih je kar Bog dal, no. Ja, sej moram reči, da se to še danes vidi, ne. Nisem res čisto nobenih problemov, s čimer se običajno novinarstvo ukvarja. Jaz sem bila res pod srečno zvezdo rojena, ne, sej po smrt bom najbrž štrafana, zato ker mi je bilo v življenju preluštno, ne, in najbrž po smrt ne bojo dobre zgodbe, ampak pustimo. Jaz pa mislim, da z tako damo, kakor se vi čaka, še nekaj božga tam enkrat na drugem svetu. Bernarda, zdaj, če gremo mečkam, vi veljate za dokaj neposredno osebo, ne? Verjetno ste se zaradi tega tudi posebno znašla v kakšnih konfliktih, ne? Jaz sem imela zelo malo konfliktov. Malo zato, ker sem imela srečo, malo zato, ker sem imela idealne šefe, ki so mi, kot sem že rekla, mir dali in so me pustili delati, ker so ugotovili, da je najbolj delam, če se mi da mir, da škode ne delam prav pretirane, naredim pa kar veliko koristi, predvsem takrat, ko sem jaz bila v zenitu, se je že kar cenilo, da kdo denar dela, ne? Ker na začetku moje kariere denar še ni bil veliko redno v tistem zgodnem socializmu. Na koncu smo pa že malo proti kapitalizmu škilali in če je Bernarda naredila veliko denarja, je bila fejst punca, ne? In tako da... Pa se vam zdi, glede na to, kaj se zdaj dogaja z časopisi, ne, s tiskanimi edicijami, da ste pravi čas v bistvu šla stran na nek način? Jaz sem nasploh živela v idealnem času. Tisto, kar mi je življenje daleč največ dalo, je to, da me je posadilo v čas, v katerem sem živela. To je bil idealen čas, ne? In
Veliko sranje, se opravičujem, se je začelo, ker sem šla že v penzijo, no, ker sem da pa v penziji. Te pa toliko več ne gane, čeprav se še sekiraš, ampak nekako si umaknem, ne, iz neposrednih obračunavanj in kaj jaz vem česa in imaš mir. No, čist miru nimate, še vedno se niste v bistvu umaknila, recimo, čisto povsem Ne, iz miru medijskega, nimam, sploh ne, to sem že narobe rekla. A si ga sploh želite? Ne. Niste človek za mir, se Ne, meni kje pa. zdi, a ne? Kje pa, no, sej, ne živim za konflikte, meni ni do konfliktov, ne. Ampak premišljam, da če jih ne bi bilo, bi bilo tako dolg čas. Dolg čas bi bilo, ne? Kaj pa recimo vaša potovanja? Vi ste ogromno potovala. So mogoče kakšne navade, ki jih recimo prakticirajo v svetu, pa bi si vi želela recimo, da bi se v bistvu tudi tukaj med slovensko recimo populacijo razvijale? No, jaz sem med svojimi potovanji najdla osnovni smisel dobrega in smiselnega življenja, ne? Zdaj bom schematično govorila, ampak to se da na 1000 načinov opisati, jaz bom samo na enega. Hišica ob morju, ribiška barka, s katero gre tečen let zjutraj ribe loviti, da imaš mir, majhen vrtiček, ki ga obdeluješ, na katerem vse najbolj nujno za v lonec pridelaš, nekaj sadnega drevja, nekaj živine v hlevu. In to je to? In ravnovesje z naravo, z vsem okoli sebe, harmonija. In to je smisel življenja, ki ga prakticira vse vesolje, torej tudi vsa zemeljska obla, razen ljudi, ne, ki ljudje so itak niso čisto pri sebi, ne. V bistvu ste opisala zelo tako preprosto, pa hkrati zelo izpolnjujoče življenje, ne? Življenje v harmoniji z okoljem, ne. Kjer nisi ti tisti, ki ruši, pa spreminja na silo, ampak se vključiš in postaneš del okolja, ki te obdaja, mu pomagaš, okolje ti pomaga nazaj in to je zame osnovni smisel dobrega življenja. Daleč, daleč od kakšnega sveta. Res je. Je. Kaj pa moško-ženski odnosi? A se vam zdi, da z leti recimo človek vseeno rata bolj moder, ali mu lahko ljubezen, ne glede v katerem obdobju je, še vedno zamegli razum? Prvič, ljubezen na začetku mora zamegliti razum, če ga ne, to ni ljubezen, ne. Ta prvi hodiš po oblakah, no, pa se pa stvari počasi umirijo, potem se pa odloči, ne, ali je to nekaj za na dolgi rok, ali je ena nevihta, ki je sicer tudi čist prijazna, ne, in brez neviht bi bil dolg čas, ampak jih je hiter konec. Imam pa občutek, da se ti odnosi strahovito spreminjajo, da se predvsem življenje v paru strahovito spreminja in da je daleč najhujše, kar nas je doletelo, je to, da nimamo več dovolj otrok. V Evropi so same stare družbe, ne. Naša je med najstarejšimi slovenska. Pomeni, da imajo družine premalo otrok, ne, in da se povprečna starost daljša, ne. Zdajle okoli te pandemije so te grozne štorije okoli teh domov za onemogle. Samo jaz se spomnim domov za stare, so bili že takrat, sem bila jaz mlajša, to so bile čisto prijazne ustanove, to so bile mamice in stare mamice, ki so sicer dostikrat tudi s palco hodile, samo to so bili ljudje, ki so ena svoja življenja še zmeraj kvalitetno živeli, za stare leta kvalitetno. Zdaj je pa to ena bolnišnica onemoglih, dementnih,
ljudi, ki zase ne znajo več skrbeti, ki živijo, sicer zmeraj dlje, ne, slovenska družba se vztrajno stara, ki seveda ima pandan, po eni strani seveda dolgost življenja, malo cirko podžiga, malo generalno družba, ne, bomo živeli dolgo, to je zdaj. Čim dlje živeti, je še zmeraj v načelu ena velika želja, ampak kar zadeva pa kvaliteto življenja je pa nula, ne, to je katastrofa. In poleg tega seveda tisti, ki kur pod kotlom in je najbolj nevaren, je pa farmacevtska industrija, ki s tem, da ljudem daljša življenje, služi neskončne denarje in bo to počela še naprej in nihče ji ne bo preprečeval, ker ji ne more, ne, in ljudje se bodo še starali, zmeraj bolj obnemogli bodo, zmeraj več breme bojo, ne. Zmeraj bo družba manj vredna, ker bo stara, ne, ker družba rab mašinerijo, ki jo mladi ljudje furajo, ne. Tako da prihodnost je vse preko obetavna. Jaz imam zelo slab občutek, ampak tudi več moj problem jaz. Takrat več ne bo, pravite. Kako pa vi gledate na to? Zdaj živite sama, torej ste doma? Ja. Ste doma. Kako pa gledate na to, da bi šli kdaj v dom? Ne. Ne? V dom bi šla samo, če res ne bi bilo druge variante, ne. A veste, kaj jaz se s prijatelji dostikrat pogovarjam, pa vse pravijo, ne vem, mami ali pa stare mami govorijo, nikoli ne bi šla v dom, doma bom umrla. A sam jaz vidim, da je to ena tako fajn, jaz bi šla pa tja v hotel, tam bi imela prijatelje, prijateljice, animacije, fajn bi se imela, tam ben tako ne bi. Sej, to je pri meni problem, da se jaz najboljš počutim sama, ne. Meni do teh družb že ni več pol, ali kako? A z leti to se kaj, se manjša ta v bistvu želja po druženju? A veste kaj, jaz ne morem vedeti, kako sem bila družabna v mladih in v srednjih letih, ker sem bila porinjena v družbo na silo, imela sem vse življenje v službi okoli sebe, morje ljudi, s katerim sem dobro funkcionirala, nikoli nismo imeli konfliktov, imeli smo prav kvalitetno druženje v službi, no, mislim, da tudi upokojene punce moje, da imajo v dobrem spominu življenje na Jani. Sam to je bilo nekaj, kar je bilo obvezno, kar je bilo del posla in jaz nisem pravzaprav nikoli vedela, kako sem v resnici družabna, ker nisem imela časa, da bi pol še v kakšne družbe letala, ker smo pol 10 zvečer bila preveč zmatrana. Ko sem pa začela svojo penzijo, sem pa ugotovila, da bi družbe dolgočasijo. Tisto je pa druga reč. Tisto je pa druga reč, mene mediji še naprej, ne, tudi časopisi, ne, brez časopisov mi še vedno ni, torej tiskani mediji, tudi revije. Vi ste vem, da ste tiskalnica, ja. Televizija mi je zelo dragocen medij, vzvišeno pa preziram družbena omrežja. Jaz nisem na nobenem družbenem omrežju in nikoli ne bom. In tako daleč se pa Bernarda ne bo spustila. No, mi pa si medtem poglejmo aktualne klepetove dogodke. V mesecu maju vabljeni na poseben vikend za dušo na energijski točki v Strunjanu, ki pa bo tokrat namenjen duhovni rasti, spoznavanju sveta duš, mističnim tehnikam, še posebej za ženske. Število mest je zaradi vključenih seans, terapij in delavnic omejeno. Tokratni vikend za dušo torej precej mistično, ezoterično obarvan. Za prvomajske počitnice pa se odpravljamo v dolino piramid. Tam nas pričakuje dr. Osmanagić, vabljeni torej na potovanje v dolino bosanskih piramid med 30.4. in 3. majem. Pripravljen imamo zanimiv terapevtski program, veliko raziskovanj in noro doživetje. 7 dni za dušo in telo na otoku Ižu. Tudi letos gremo na počitnice za dušo in telo. Odhajamo drugi teden v juniju na energijsko najmočnejši otok Jadrana na otoku Iž. 7 dni globoke sprostitve za dušo in telo, nova znanja, nove izkušnje, res dobra in zdrava hrana ter izjemno vzdušje. Preverite program na naši spletni strani, poskrbljeno je namreč tudi za prevoz. Bernarda, vi še vedno, seveda, kljub temu, da ste v pokoju, ne morete iz svoje kože, da ne bi vzela
svinčnik, pa nekaj zapisala in seveda to dala svojim, bomo rekli, res večletnim oboževalcem in tistim, ki vam sledijo. Pa kako je pisati kolumno recimo v tem času? Je kaj bolj lažje, ker ste toliko bolj modra, imate toliko več v bistvu izkušenj, ali je pravzaprav vseeno izziv, ker v končni fazi ste že toliko stvari napisala, da se včasih človek vpraša, ali lahko sploh še kaj napišem? A veste, kako je kolumno pisati, komentar pisati, recimo, je pri meni stvar dolgoletne rutine. Jaz sem uvodnike pisala v Janovi pred 100 leti, ne. In to je v bistvu en razširjen uvodnik, ki je sicer pod firmo televizijskega programa plasiran, ampak televizijski program je od vse življenja, kar pomeni, da lahko noč slačiš, kar češ. In imam kar vesele, imam kar vesele, ker si izberem take bolj odspirke. Jezik imam še zmeri dolg, ne. Moja naslednica je Zlata punca, Melita, ki mi pusti not tudi kakšne grde besede, kakšne malo subverzivne misli, ne. Torej niste omejena kaj preveč, ne? Praktično nič. To je pa redkost, ne? Ja. Jaz sem dostikrat zelo presenečena, kaj vse mi not pustijo, ker probam, malo bo šlo, ne bo šlo, pa ponavadi kar gre. Aha, super, odlično. Ja. Torej, zaenkrat nimate nobenega plana, da bi rekla, nima več navdiha, zdaj pa več res ne vem, imate vi kar še zaloge, ne? No, da smo se nekaj na jasnem. Jaz se 3 dni pred moram napisati Matranka Kristus na križu. Ker se me nadam, imam en odpor, to je... Se tudi tam mladi zelo pogosto se matrajo, preden začnejo, ne? Odlašamo, ja. Odrivaš. Ampak, ko se čez tiste najhujše muke prebiješ, tisti hip, ko začnem pisati, začnem pa uživati. No, super. In se je, včasih je boljš, včasih je slabš, ampak en tak fajn ventil je, no. Fajn ventil je, ki me tudi drži skozi sredi te družbe, ker hočeš, nočeš, moram vedeti, kaj se okoli mene dogaja in moram tudi odnos do tega zavzeti, pa še razložiti ta odnos. V redu je, rada to delam. Pa še za sam konec, ne? A je še kakšna stvar, so še kakšni izzivi, ki jih še niste osvojila, pa jih imate recimo na spisku, da jih pa še morate? Počakajmo na posmrtno življenje. Bog ve, kaj se je, izzivi se še tam pojavljajo, ni še konc storja. To pa definitivno ni konec. Hvala lepa. No, mi pa si medtem seveda pogledamo za sam konec še eno tako priročno znanje, ki ga verjetno naše babice in mame že obvladajo. Bi bilo pa fajn, da ga osvojimo tudi mi mlajši. In to je shranjevanje ozimnice. Se veste, koronavirus je bil tukaj in vsi smo množično leteli v trgovine, se pravzaprav skoraj da ne prerivali za določeno vrsto hrane oziroma naleteli na prazne police, ko bi lahko seveda za to poskrbeli či sami ali pa kaj vložili, ne? No, in mi smo seveda našli nekaj takih luštnih stvari, ki jih priporočamo seveda tudi ven, to je slivova marmelada, potem paradižnikova omaka, vložena rdeča pesa in še kaj bi se našli. Recimo slive so ena taka fajn stvar, ne? Tudi kraljica Elizabeta recimo vsako jutro poje vsaj 2, ker s tem ne bi se torej dvigali na pravzaprav tak življenjski nivo energije, ne, tako je zatrdila. Tako mi smo prišli torej do konca. Bernarda, vi kaj vlagate drugače? Mi grede? V naslednjem življenju bom boste, ne? Okay. No, jaz pa mogoče o tem kaj poskusim. Hvala lepa še enkrat za obisk. Hvala vam.